Pozdravljeni vrtičkarji, danes vam bomo pokazali, kako smo zasadili gredo z zelišči. Tudi zelišča imajo svoje dobre in slabe sosede. Kot vidite, smo komponirali kar nekaj rastlin. Če kar naštejem, držim v roki majeron. V samo sadilno jamo sem dodal nekaj bio substrata, ki je primeren tudi za zelišče. Seveda pa bom poskrbel tudi za dodajanje vode. Včasih so zelišča nekoliko presušena v trgovinah in takrat jih je treba doma takoj zaliti. V vodo pa seveda dodati tudi tekoče organsko gnojilo za sadje in vrt, ki tako merico dodamo tam 5 meric približno za 10 litrov vode. No, ne naštejem, posadili smo majeron, sivko, origano, žajbelj, drobnjak in pa steško zel. Majeron seveda ima svojega soseda in to je sivka, zato smo ga tudi v našem primeru enostavno kombinirali s to rastlino. Lahko rečem, da je slab sosed majerona drobnjak. No, kar se tiče pa sivke, sivko pa seveda v vrtu lahko kombiniramo tudi z vrtnicami, če še kdo ni vedel. No, pa če se pomaknemo nekoliko naprej, kar se tiče origana, nima niti slabih, niti dobrih sosedov in se bo dobro počutil z večinoma zelišč. No, rožmarin pa smo ugotovili, da v zadnjih letih kar preživi tudi v kontinentalnih delih in seveda ga lahko recimo v domačem vrtu kombinirate kar z žajbljem. Kar pa se tiče drobnjaka, pa seveda ne spomnimo, da ga ne kombiniramo z majeronom. Dobro pa se bo počutil v družbi vrtnic, se pravi tudi v krasnem vrtu, sončnic in pa vinske rutice. Zelišča lahko kombiniramo tudi v zelenjavnem vrtu. Tokrat smo na gredici z ohrotom, v katerega vmesni prostor bomo konec aprila sejali fižol. No, kar pa se tiče zelišč, pa bomo v našem primeru kombinirali s kamilicami, ki smo jo našli kar v vrtu in so se zasejale same, smo jih samo presadili. Seveda, da bo bolj dišalo, pa lahko v gredico z ohrodom ali pa na rob gredice enostavno zasadite timijan, pelin, ožepek, tudi drobnjak ali pa žajbelj, vse, kar je močno dišeče. Ta meta, ki je trenutno v lončku, je samo reprezentativno. Dobro je, da med kapusnice recimo jo posadite kar v lonec, da se vam ne raznaša po vrtu kot plevel. No, naj omenim, da seveda na gredo z ohrotom ali pa na obrob gredice lahko sejete številne zelišča, več pa tudi v tabelah v članku. Tudi na gredico z brokolijem bomo kombinirali zelišča. V našem primeru smo posadili drobnjak in seveda družba modela tudi origano. Sadimo lahko pa tudi kakšne druge zelišča, naprimer origano, rožmarin, timijan, pelin, tudi močno dišeč. Tako da v domačem vrtu seveda čim bolj kombinirate in na rob gredice enostavno sadite tudi zelišča, kajti ta s svojim močnim vonjem z vrta odganjajo tudi škodljivce. Naj povem, da janež in pa koprc dejansko odganjata tudi čebulno muho, ki jo seveda najdemo v tem zgodnjem pomladanskem času, največ v gredi s čebulo. Tudi na gredici s cvetačo lahko kombiniramo številnimi vrtninami. Med vrtninami, predvsem v tem pomladanskem času, lahko sejemo fižol, grah, zelo zgodaj spomladi sadimo solato, špinačo, seveda in številne druge vrtnine. Kar pa se tiče zelišč, enostavno kombiniramo tako kot pri drugih kapusnicah s tistimi močno dišečimi zelišči, timijanom, meto, ki jo seveda najbolj sadimo kar v posodo. Sadimo lahko tudi koper, vinsko rutico, ožepek in pelin. Tako, v domačem vrtu čim bolj kombinirajte in zelenjava in pridelek vas bo gotovo razveselil.